den, pozdravljeni v imenu nebeškega Očeta. Ponovno smo zbrani v domači cerkvi, ka skupaj izkažemo slavo in čast njemi za to, česar smo se gnes tudi glihkar spominjali. Žrtev Jezuša Kristuša. Žrtev, ker je premagala smrt, ker je zlomila vse šatonove verige, ker so nas kdokoli vezale. Žrtev, ker je strla moč greha. Ena pesem je, ker vsi vrme, že dobro poznamo in smo jo tudi že večkrat izvajali v Sloveniji in pa tudi na koncertih pevskega zbora z naslovom Več kot zmagovalci. V refreni pravi tak. Sicer zdaj sem se realiziral, ker sem ga te pesmi še nikdar po besedili ne ištel, ampak sem jo samo popeval. Tako mu se potrudil prešteti, ne spopevati. Ampak v refreni ta pesem pravi tak. Več kot zmagovalci smo s teboj. Ti premagal si ta svet in zlo. Greh in sramota ne vladata več. Tvoje ime nam daje moč. Ti si ta ogenj, ki večno gori. Ti si ta moč, ki v meni je. Gospod naš Bog, premagaš vse. In mi smo zmagovalci, ampak ne za voljo nas, ne za voljo tega, ko smo že včinili v naše življenje, ampak za voljo Jezuša. Za voljo Jezuša, za voljo tega, ker je bil z namenom poslani na zemljo med ljudi. Prevzel je podobo človeka in je grato enake nam. Jezus je živo eno popolno življenje. In to življenje je vzgled za mene in tebe. Včil je in delo čudeže pomoči, ker je prihajala od njegovega Očeta v nebesih in je tudi potem postal pot do njega. Kako smo že povedali, tako je grato žrtev za najne grehe. In to tudi Jezus sam pove, kaj je grato ta pot. V Janezi 14. poglavje 6. vrstica pravi Jezus tak. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Jezus je grato pot do Gospoda, do Boga, do njegovega nebeškega Očeta, do našega nebeškega Očeta. Po sprejetju njega v srce Jezuša, v naše srce smo pripravljeni za življenje navdihnjeno s Svetim Duhom. Ker je da nas usmerijo po Božje besedi, ker je da nas opozarijo, nas spodbujal, nas tolažal. Kako ne bi potem takšno poveličevali toga, ker je dal vse za mene in tebe. Z njim smo zmagovalci. Je te svet premagal. Premagal je vso to zlo in vse te grdi greh, ker se nažalost vsi vidimo javno in ponosno kaže že po celem svetu. V njegovem imenu, v imenu Jezus, najdemo moč in navdih in njegovimi kraljestvi ne nikdar konca. Naš odrešenik je premagal resnično vse. Pot do Očeta v nebeškem kraljestvu je odprta ne samo za določene, za izbrance, ampak je odprta resnično za vsakšega. Ali si se ti že odločil za to pot? Že odeš z Jezusom in v vodstve Svetega Duha? Če si se že za to pot odločil ali pa mogoče še ne, moraš nekaj znati. Za vsakšega izmed nas je napravljen en unikaten načrt v življenje. Pa ne mislim toga, ker ga si mi sami postavljamo, planiramo, ampak obstaja načrt, ker ga je oblikoval za najne stvarnik. Bog nam namreč davle obljublja, kad če se predamo njeme in zavipamo,
kada se poskrbo za vsakšega izmed nas, ne glede na situacijo, ne glede na preizkušnjo in ne glede na težavo, ker je pred nami, da je skrbel za mene in teme. In preštimo odlomek iz Svetega pisma, ki je Jezus govoril ravno o teh skrbeh in pa strahi, ker si mi delamo za našo prihodnost. Luka 12. poglavje, 22 do 31 vrstica. Luka 12, 22 do 31. Na to je rekel svojim učencem, zato vam pravim, ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. Pomislite na vrane, ne sejejo in ne žanjejo, nimajo ne shrambe, ne žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko več, kakor ptice, ste vredni vi. Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati življenje za komolec? Če torej ne zmorete niti najmanjše reči, kaj ste v skrbeh za drugo. Pomislite na lilije, kako rastejo, ne delajo in ne predejo, toda povem vam, še Salomon v svojem veličastvu ni bil oblečen, kakor katera izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko bolj bo vas maloverni. Zato tudi vi ne iščete, kaj boste jedli in kaj boste pili, ne delajte si s tem skrbi. Vse to namreč iščejo narodi sveta. Vaš Oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Jezus svojim učencem pravi, kada nebeški Oče poskrbo za vsakšega izmed njih, za vsakšega izmed nas. Kakoli planiramo ali pa skrbimo, ko moramo zrihtati, leko predamo Gospodi. On zna za moje in tvoje potrebe. In če se Bog skrbi za vso stvarstvo, koliko bolje, da se skrbil za vrhunec toga stvarstva, za mene, za tebe. In v zadnji prebrani vrstici, torej v 31. vrstici, Jezus pravi še to, 31. vrstica, iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ko to pomeni? Kraljestvo. Pa razodeti goči o tom, kako veličastno je to kraljestvo. Ko so ulice oblečene v zlato, ko so zgradbe grajene iz najdražjih kamnov. Torej to pomeni, kamo obogateli, kamo bogati, kamo milijonari, kamo vozili drage avtoje, Mazde, in imeli velike hiše. Velike kuće že sicer imamo, torej se Bog skrbi za nas na tej način tudi. Ampak v tej vrstici ima beseda kraljestvo za dosti ljudi en napačen pomen. Predstavljajo si materialno bogatstvo. Ampak štera beseda je pred kraljestvo. Njegovo kraljestvo, točno. Čino kraljestvo? Božje kraljestvo. Nebeško kraljestvo. Torej, če iščemo Božjo naklonjenost, Božje kraljestvo, potem da nam to navrženo. Tisti, ki se predajo Gospodi in iščejo njegovo voljo, tistim, da Bog zvest, za tiste, da se poskrbo in jih opremilo z vsem, ko potrebujejo in jih na konci pripelje v nebeško kraljestvo, k sebi domov. Kajte, to je tudi pravi cilj v življenju. Ko pridemo v večnost k njemu. In nam je to že omogočil, saj je po Jezušovem deli odprta pot do nebeškega kraljestva. In če si Bog želi mene in tebe pri sebi v nebi in ima za mene in tebe en čudoviti načrt, ker je da izpolnjivo Božjo voljo, potem mislim, da se splača zaupati Bogu. Ne? Pa ne treba imene verovati. Rimljanom 8,
28 pravi tak. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Božji besedi lehko zaupamo, kaj ti izhaja iz vsemogočnega Boga, iz toga, ker je napravo mene in tebe. Ker je stvarnik vsega, ko vidimo okoli nas. Ali ljubiš Boga? Ali zaupaš Gospodu? Ali vrleš, kad ti želi samo dobro? Če ne še enako leko preštejemo, ko smo kar prešteli. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Jaz in ti sva plan Božjega načrta in Bog ti želi samo dobro. Ne želi, ka se gibiš po svetu in iščeš nekaj, ko bi izpolnilo tvoje eno lastno poželenje. Bog te želi obvarovati hudega. Znamo, ka on dopusti preizkušnje, ka pridejo v naše življenje, ampak z vero v Boga in s predanjem vsakšega dneva, vsakše situacije, vsakše preizkušnje njemi, leko iz njih pridemo ven močnejši v veri, bolje zreli v zaupanje in trdni na temelji Božje besede. Kajti Bog se tudi želi, ka se izgrajujeva v njegovi besedi, ka rasteva, ka ne ostaneva dojenčka kot kristjana, ampak ka zrasteva v veri v Boga. Vsi poznamo eno priliko, ker je Jezus govoril o izgubljenem sinu. Bila sta dva sinova, ker sta živela pri očetu in mlajši je zahteval svoj del premoženja vnaprej in je odišel po svoje. Imel je svoje zamisli, svoje želje, ker je tudi nekaj časa sledil in se je tu mi tako povedano predal. In kdo je vse to premoženje pošlo, je zgubil tudi vse prijatelje, ko tako povem, in je probal nekako še preživeti na samom, tako povedano, sam, z različnimi, bi lahko povedali, sramotnimi službami. Navsezadnje se je spomnil, ko ima očeta, ker je premožen, ker se leko poskrbi za njega, če tudi koliko za služabnika, koliko si je mu predstavljal, in se je vrnil k njemi. In ko se je zgodilo? Te oče ga je z radostjo in skuzami veselja sprejel nazaj v kuću kot svojega sina. Starejši sin, ker sta bila dva sinova, eden, če je mlajši, mora starejši tudi biti. Starejši sin pa je med vsem tem časom živo pri očetu in je delal to, kar njim je oče velel, povedal. Kdo se je mlajši sin vrnil, je bilo veselje, je bila radost, zaklali so telje in proslavili, ko se je vrnil nazaj domov. Starejšimi brati pa to vidi in to se njim ne zdelo okej. Je z očetom te argumentiral, pa jaz sem stalno ostal doma, ne sem nikdar prestal po tvojega ukaze, stalno sem delal to, ko si ti iščel, pa si mi nikšno tele ne dal za zakol. Zakaj pa zdaj, da se mlajši brat vrne, ker je zapravo celi tvoj penas, ker ga se njimi dal na vse možne in nemoralne načine, zakaj pa njimi zdaj prirejaš zabavo? In zanimivo je, ko je oče odgovoril starejšemu sinu na to. Luka 15, 31 do 32 vrstica. Luka 15, 31 do 32. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.
Mlajši brat je šel po svoje potaj, sleduje svojimi načrti, svojim željam, svojim poželenjam, ker si jih je sam postavil. In to ga je pripeljalo koma do propada. Ne je imel več upanja za preživeti, ampak pri očeti je dal novo življenje, novo priložnost, novo milost, bil je sprejeti nazaj v družino. Kakšna radost in kako slikovito je prikazana tudi Božja ljubezen do vsakoga enega izmed nas. Ampak zakaj je bil potom takšen starejši brat čemeren? Je naj privoščil mlajšimi brati, kaj je sprejeti nazaj v družino. Ne je veseli, ko se je odločil kreniti se svoje slabe poti, ko vidi, ko ga pripelja do propada, do slabih stvari in se vrniti k očeti. Ne je bil veseli za to. Vprašanje starejšega brata je bilo, ko pa ges? Gdje pa je moje pitano tele? Gdje je moja zabava? Pa ti konstantno sam ostanu pri tebi, pa delam to, ko ščeš. Zakaj se pa ne smem tako poveseliti s svojimi prijatelji? Luka 15:29 štejmo, ko je pravo. On pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ali to zdaj pomeni, ko moramo mi iti v kraj od Boga, kada se teleko veselijo nad nami, da se vrnemo? Ne. Ko smo prešteli v 31 vrstici? Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Starejši brat je bil stalno pri očeti in je užival v njegovem premoženju ves ta čas, ne je doživel nikšnega primanjkovanja. Ampak se leko malo zamislimo, zakaj je bil takšen odziv na bratovo vrnitev. Ne je bilo samo to, ko se je slab sin vrnil, je prišel nazaj, ko bo zdaj, ne. Ampak bolje to, ne je bil on izpostavljeni kot dober sin. Imel je dostop do vsega, ko je imel oče, vendar on je ne bil v spredje. Oče jim je povedal, kar je moje, je tvoje. Torej, ta starejši sin je bil cel čas fizično prisoten pri očeti. Ne je pa bil z njim povezan. Ne je užival v njegovi bližini, pač pa je samo izpolnjeval ukaze. Kristjani smo pri Gospodi in uživamo v njegovi prisotnosti. Večkrat se pa zgodi, da je to grato samo še del rutine našega življenja. To pri starejšem sinu in postanemo gratamo eni pasivni kristjani in ne smo več tako aktivni v deli za Boga, kot pa bi lahko bili. Vrlenka znamo iz lastnih izkušenj, ker če aktivno iščemo Boga, če želimo s celim srcem delati za njega, ker smo iskrenih src pred njim, ker se vse bolj trudimo, ker nas Bog tudi želi blagosloviti, želi povzdigniti, nam želi izkazati ljubezen. Tako on želi delovati skozi nas, želi delovati tudi v nas. Če pa smo našli nekšno zadovoljstvo v trenutnem obdobju in ne idemo naprej, se ne moremo izgrevati v Božji besedi. In ne moremo slediti načrti, ker ga ima Bog za nas. Načrt za vsakšega je ne samo, ko odi v cerkev in če skeren odmisli, Boga tako povem direktno in ne misli na to, ko se je učilo, ne misli na Božjo besedo in ga išče samo te doga nica, ampak ko pride
v dom Božji, z namenom napolniti svoje duhovne baterije in se veseli biti skupaj z bratami in sestrami, ki leko slavi Boga skupaj z vso družino. In tem, čez keren, ne glede na okoliščine, vztraja v verovanje in zaupanje v Božjo besedo. Tak mora biti naš odnos z Gospodom. Kajti vsakša srečanje z ljudmi okoli nas je potem ponovno priložnost, kaj lahko kažemo Božjo ljubezen, kera prebiva v nas, kera smo tudi mi izkusili, kera lahko tudi mi kažemo. Če zaidemo s poti in se zgubimo v tom svetu, nas Bog želi pripeljati nazaj. In se radosti celo nebo, kdo se ena izgubljena ovca vrne nazaj. Kdo pa smo pri Gospodi, pa se zavedamo, ko moramo tudi delati in se izgrajevati. Ne iskati eno udobje, se tom staviti in tom počivati. Ne se več truditi. Bog si želi, ko smo pripravljeni, kajti nas želi popeljati naprej v svoj načrti za nas. In resnično nega izjeme med nami, za vsakšega izmed nas ima vsemogočni Bog načrt. Ima namen za naše življenje. Ima eno pot, ker želi, ko sledimo. In kako smo že prej prešteli, ta pot je ena dobra pot. Eno sodelovanje z Gospodom. In bojmo budni, zavestni pri tom. Šatan nas želi odvrniti od toga, kaj bi sledili Božjimi načrti. In ne odvračamo samo z napadi in slabimi stvarmi. Znate, lahko nas napela, tako povem, do razmišljanja, ko nam stvari, kere so nam všeč, nam dajo eno lažno zadovoljstvo, ko nam te stvari dajo udobje in ne vidimo več potrebe, kaj bi se bolje trudili za Boga. In potom takšno si mi lahko nekako priredimo Božji načrt za svoje življenje tak, kaj je prilagojeni našimi lastnimi udobji. In to je ta nevarnost, ker se lahko hitro zgodi. Moj namen je, zdaj ne nikoga izpostavljati in Bog ne daje, kaj bi to napravil, ampak mi je Bog dal to besedo in razmišljanje že nekaj časa nazaj na srce. Realizacija, ko moraš biti pozoren, če si na pravi poti, je zelo pomembna za nas, kristjane. Gre zdaj lahko zaidemo s poti, to, sploh ne opazimo. Ko mislimo, ko smo vseeno še na ozki poti, ko se pa v realnosti gibimo na široki poti. Za zaključek bi rad za spodbudo prešel še odlomek iz Pavlovega pisma Efežanom, 1. poglavje 3. do 14. vrstice. Efežanom 1, 3 do 14. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni, torej nas želi imeti v svojem kraljestvu. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljene. V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogatstvu njegove milosti. To milost je obilno razlil na nas z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti času, osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. V njem
v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje. Da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naša dediščina v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil v hvalo njegovega veličastva. Da štejemo Sveto pismo, se najbolje lahko hranimo z njegovo besedo. Tu predge in besede, kar poslušamo, lahko gledamo na YouTube, lahko idemo v druge cerkve, te stvari nikaj ne koristijo, če jih ne sprejmemo v srce, če jih ne poslušamo, če se te ne poglabljamo v to, v Božje besede. Če ne gradimo našega temelja na Bibliji. Spominjajmo se žrtve Jezusa za nas. Ne je to samo spomin ali ena mesečna obveza, ampak je to nekaj, ko je meni in tebi zagotovilo pot do nebeškega Očeta. To je dokaz Božje neskončne ljubezni do nas. In ko se podamo na to pot, spoznamo, ko nas Bog želi v svoji ljubezni voditi do večnosti k sebi v nebo. Splača se truditi za Boga. Splača se poglabljati v Božjo besedo. V njej najdemo nasvet, v njej najdemo tolažbo in se izobražujemo in hkrati opremljamo samoga sebe za boj proti šatani, ker nas želejo uničiti, ker želejo prekiniti našo zavezo, našo zvezo z Bogom. Prosimo Boga, ko nam naj razkrije Božji načrt za naše življenje. In tudi, če ga ne razkrije včasih, ga prosimo za vodstvo iz dneva v dan in vrvljete me, da te pogledali nazaj v svoje življenje, te spoznali marsikaj, zakaj so se določene stvari zgodile, kako so se. To bomo še bolje opogumljeni za sledenje Gospode do konca svojih poti. Amen. Ja, Gospod Bog, hvala ti za tvojo ljubezen, hvala ti za tvojo milost, hvala ti za tvojo neskončno ljubezen in tvojo vodstvo Svetega Duha, Gospod Bog. Mi znamo in se zavedamo, kaj si ti veliki Bog, ampak ne moremo vedeti, kako veliki in vsemogočen Bog si ti in tomu enega dneva doživeli v tvoje slavi v nebi, Gospod Bog, kar je nam tudi cilj priti do tebe in Gospod Bog, resnično iščemo ne prenehoma tvojo voljo za naše življenje, naj se ne naše želje, ampak Gospod Bog, naj resnično tvoj načrt, ker je glavna pot naših korakov in Gospod Bog, se tebi predajamo znova in znova, iz dneva v dan, kad ne obupamo v preizkušnjah, v bolezni, v težavah, kad smo še dole zvesti tebi v radosti, v veselji, v dobrih časih, Gospod Bog, kad se zavedamo, kad si ti vse, kar je pomembno, Gospod Bog, kad si Jezus ti vse, kar šteje in Gospod Bog, tebi se predajamo znova in želimo biti aktivni kristjani, želimo se izgrevati v tvoje besede, kamo pripravljeni priti v tvoje nebeško kraljestvo. Amen.